Tukaj v Prešernovi hiši sem predstavil ciklus posvečen ženskemu vidiku božanstva, boginji. Tukaj zgoraj so predstavljene tri generacije boginje. Jaz se s to temo ukvarjam že dolgo časa, zaradi tega, ker je naša civilizacija je izrazito moška, patriarhalna in nima pravega občutka za življenje in za živa bitja, zato je neverjetno in zmerom bolj razdiralna. Zato mislim, da je potrebno, da se zavest o ženske in naravi božanstva da se spodbudi. In tako sem tukaj napisal kitico iz Krsta pri Savici, kjer je Prešeren popolnoma z jasnimi besedami povedal, da pravi Bog se kliče boginja ljubezni. On je napisal Bog, seveda zaradi cenzure, ampak in v nekaj vrsticah je natančno orisal drugačen pristop do življenja, do zemlje, do ciklusa, življenjskega ciklusa in to je tam, kjer Bogomila pripoveduje Črtomirju, kakšen je, zakaj je prestopila v krščansko vero. Ta kitica je med dvema kiticama, v katerih je jasna kritika dogmatskega krščanstva. Najprej je govor o grehu in o pogubi človeštva in o odrešitvi. Potem za to kitico je pa govora o nebesih in popolnoma neuzemljeno. Ta dualizem, v katerem nas je naša kultura vodil krščanstvo, je Prešeren na tako čudovit način znal povedati, ne da bi to tedanja cenzura opazila. Tako, Prešeren. V čast Prešernu, ker je to njegova hiša, tukaj je bila njegova pisarna, zgoraj je pa živel. In tri generacije boginje so eno napisane na zidu, tako da zaradi jasnosti, Mareka jih je pa sklesala v kamnu. Tukaj najprej je paleolitska boginja, torej Gaja, mati zemlja na mesecu. Kje pa je? Tamle je. To je tukaj. Potem so gre za te tri generacije, so pravzaprav tri stopnje človeškega odnosa do ženskega božanstva. Ta najstarejša generacija boginje, to najstarejšo naši staroverci so imenovali Nikermana, sicer pa velikokrat uporabljamo grško ime Gaja. Je na mesecu, tam, na mesecu. V neolitiku se potem razkrije nova generacija boginje, to je ciklični vidik. Ciklični vidik je tukaj v teh treh, tudi tam na steni, na teh treh kamnih, boginja Devica, boginja celost, vse povezane celote. Potem je tudi bela boginja imenovana. Potem je rdeča boginja, to je ustvarjalni, kreativni vidik, kjer je moški in ženski vidik
sodeluje, zato je deloma moški obraz, deloma je ženski. Potem je pa boginja preobrazbe, črna boginja. Tukaj primerjam tudi z letnimi časi, recimo pomlad, visoko poletje in pozna jesen in zima, kako življenje zmeraj znova vznikne iz celote, potem razvije ustvarjalno fazo in življenjsko obilje in potem pa zmeraj znova potone se razpusti, zato da se lahko znova sestavi na nov način. Na ta način se življenje zmeraj znova, življenjski ciklus obnavlja. Potem je pa še tretja generacija boginje, jo imenujemo Modra Gaja. Ta je tukaj. Modra Gaja je boginja bodočnosti, ampak že zdaj obstaja. To je čas, ki je pred nami, ko človek ne bo več ločen od božanstva, ampak prepoznamo božanstvo znotraj sebe in vsepovsod v življenju in bitjih okrog nas. Zato je ta človeška roka vznikne iz njenega grla, kar pomeni, da je ta bodoča boginja osredinjena okrog sodelovanja med božanstvom in človekom, človeškimi bitji. Je pa postavljeno tako, da je na pohobljeno desko in to so delovne mize, ki jih potrebujemo pri klesanju, tako da bi povedali, da ne gre za božanstvo kot nekaj, kar je vzvišeno nad življenjem, ampak da gre za bistvo življenja samega. Za klesanje z Marika uporabljava kamne, ki jih najdeva v kamnolomu, pravzaprav zavržene kamne, ki nimajo nobene tržne vrednosti. Zato so po eni strani žagani, ampak so tudi naravno oblikovani. To je iz lipice, iz kamnolomov v lipici. Tako da tisto, kar je v kamnolomu, se zavrže kot neuporabno, se potem dvigne na najvišji možni nivo, bi rekel. Mislim, kot umetniško delo. Sicer so pa ti liki oblikovani kot kozmogrami. S pojmom kozmograma mislim, da ni samo risba nečesa ali pa relief, ampak da je oblikovano na tak način, da bi lahko bila tista kvaliteta ali pa bitje, kateremu je posvečeno, navzoča v kamnu. To je znanje, ki so ga imele davne kulture, kako je lahko umetniško delo hkrati dom bitja, kateremu je posvečeno. Potem je pa še eno nadstropje spodaj, je klet, tudi spada galeriji, tam so pa trije zmaji. Zmaji so simbol prvinskih kreativnih orodij Gaje oziroma Zemlje. Moram omeniti, da je to navidezno, kar se nam zdi, da je Zemlja zmeraj z vsem stvarstvom, da je zmeraj od nekdaj navzoča, ampak v resnici sem prepričan, da v vsakem trenutku na novo nastaja in je vsak trenutek zato tudi celo stvarstvo
drugačno. In te sile so na nek način atomske sile boginje, vsak trenutek morajo izbruhniti z vso močjo potrebno, da se vse stvarstvo lahko znova vzpostavi. Ta pritlični prostor je posvečen temu, kar jaz imenujem novi prostor. O tem sem tukaj tudi v okviru razstave imel predavanje, namreč, da smo sredi neke bistvene spremembe, kjer se hologram prostora, v katerem bivamo, skokovito spreminja. Čeprav mi tega ne opazimo, zaradi tega, ker smo nekako se ujeli svojo percepcijo na razumski ravni. V resnici pa tečejo hitre spremembe in Zemlja postaja večdimenzionalni planet. Jaz se s tem ukvarjam že 20 leti in tako sem posvetil to pritličje. Napisal sem za to priložnost manifest novega prostora, ki je tukaj napisan. Potem v sosednjem prostoru je pa instalacija, s katero sem poskusil ta novi prostor ponuditi občutku, doživetju. Ker mislim, da je za novi prostor bistveno, da je hkrati ozaveščen, torej na ravni zavesti, in obstaja na elementarni ravni. Zato sem vzel kot dva materiala, sta kamen. Kamni so iz Šempaškega polja in pa steklo. Tako da steklo povezujem z elementom zraka, kamen pa z mineralnimi delci. Ampak ta kamen je pa izbrušen v potoku, ki je tekel nekdaj čez Šempaško polje in je zdaj v kanalu. Ampak tam, kjer je nekdaj tekel, je kamenje, ki ga je ta potok oblikoval. To, kar imenujem novi prostor, je prostor Zemlje, elementa zraka. Temu bi rekel, da je zavest element zraka, da je zavest temeljna, ne več gostota materije, ampak zavest, ki vključuje tudi vse druge elemente, predvsem vodo in pa mineralne delce. Na ta način se ta novi prostor gradi. Jaz skušam različne načine komuniciranja povezovati med seboj. V tem primeru je zavest, torej manifest, in pa potem doživetje. Tukaj razstavljam nekatera dela, so še ostala od razstave v Prešernovi hiši leta 1965. In sicer je bila to razstava imela temo križevega pota, zato ker sem se takrat kot mlad človek počutil, kot da grem križev pot. Zaradi tega križev pot se začne s prvo postajo, ki je ohranjena, kjer Poncij Pilat si umiva roke, ampak v ozadju je silhueta, ta zelo prepoznavna silhueta Kranja. Tako da sem takoj na začetku povedal, da se to godi nam, mladi generaciji v tistem času. In potem tukaj je nekaj postaj ohranjenih, recimo ta pot po rezilih noža.
to, kar se vidi, to so udarci z bajonetom iz Prve svetovne vojne in pa moje noge. To je hoja križevega pota. In Veronikin prt je moj lastni obraz, otisnen. Jaz sem dele svojega obraza otisnil v glino. Potem je pa enciklopedija likovnih umetnosti kot zid, skozi katero skušam se prebiti svojimi prsti. Teh 5 risb je pa uvajal razstavo, tako sem si mislil, da grem na začetku skozi različne plasti moderne umetnosti. Začnem z nekakšnim mitskim zapisom, potem in gre do abstraktne umetnosti. Tole kladivo je pa z prve moje razstave leta 1962, ki je bila v fojerju Prešernovega gledališča, kjer so bili ready-made objekti. Od njih je ostal samo tale samomor. Tukaj so pa še nekatere risbe iz obdobja te razstave v fojerju 62. in pa za Plamenico leta 63. To je bil gimnazijski list, ki sem ga jaz oblikoval in sva z Iztokom Geistrom objavila on pesmi, jaz tudi pesmi pa risbe. In takrat se je začelo preganjanje, ki je trajalo do leta 65, ko sem moral Kranj zapustiti. V sredini je pa moja naloga seminarska o Kosovelu, ki je bila corpus delicti, ko so me odpeljali v norišnico na polje, so me skušali zapreti. Na osnovi izvida, ki ga je napisal psihiater, ki mene ni nikoli videl, ampak je imel partijsko nalogo. Lansko leto sem bil povabljen v Pariz v muzej Osip Zadkine, kjer je bila razstava o kamnu v umetnosti. In sicer sem bil povabljen, da bi narisal elementarna bitja kamnov. Boste videli, to razstava je zdaj tukaj. Sicer so kamni iz moje zbirke in vsak leži na risbi tega kamna kot elementarnega bitja tega kamna. To je tukaj zraven, tista soba večja tam naprej, so pa geopunkturni projekti, so fotografije geopunkturnih projektov, to so od leta 2006. Delamo s skupinami, to je slovenska, recimo skupina pri Društvu za sožitje človeka, narave in prostora, ali pa mednarodne skupine pri LifeNet, našem omrežju po svetu, ko gradimo nekakšne akupunkturne točke po zemlji na različnih krajih. Zdaj jih stoji 24. Zato, da bi na nov način spostavili stik z zemljo kot celoto, kot zavestjo in ji sporočali, kakšen nov način odnosa do različnih vidikov življenja, do živali, do skupnosti življenja. Tako. Vmes je še razstavljena knjiga Oho, ki je nastala sicer 65. leta v Kranju, ampak 66. smo jo z Iztokom Geistrom svojo objavila in ta knjiga je dala ime gibanju Oho. In ob tej priliki jo je Galerija Prešernovih nagrajencev dala ponatisniti, tako da je obstaja kot faksimile, ker je sicer zelo redka. Zgornje nadstropje je nekako povezano z instalacijo spodaj, zato ker tudi v tem primeru je tema to, kar se zemljo dogaja po letu 1997. Takrat sem prvič v sanjah bil opozorjen, da se zemljo dogaja
neka globoka preobrazba in od takrat dobivam, kako bi rekel, redno vsako toliko časa sanje, ki mi skušajo razložiti to za nas skoraj nerazumljiv proces zemljine preobrazbe. In za eno knjigo, ki je šla v angleščini in nemščini, se imenuje Kvantni skok Zemlje. Gaia's Quantum Leap. Sem začel te sanje risati, ampak za to razstavo sem jih razširil. To je bilo leta 2008, je šla ta knjiga, zdaj sem pa razširil še s sanjami potem. Tako da vse te sanje so ena za drugo nanizane s teksti in sicer na tak način, da je prostor nekako zapira, da prostor zapira tako, da bi se glede na to je prava volna, ovčja volna in pa papir, tako da bi se ustvaril en tak sanjski prostor in bi človeku pomagal se približati. Zraven spada knjiga Gaia rojeva novo dobo miru in sožitja med vsemi bitji, se imenuje, kjer so vse te risbe še enkrat natisnjene in sanje komentirane. Zato, ker vsaka od teh sanj predstavlja enega od vidikov ali pa faz v zemeljskih spremembah. Sanje zaradi tega, ker so stvari, ki jih razumska zavest ne more dojeti, ampak sanjski jezik je slikovni jezik, zna človeku povedati stvari, ki so sicer morda nedojemljive. Potem pa sledi meditacija oziroma poglabljanje, včasih traja leta, da se dokopljem do sporočila, ki je v sanjah in ga lahko formuliram. Zato v knjigi je potem formulacija, zato je to knjiga in pa sanje spadajo, risbe spadajo skupaj, oziroma ta instalacija.